Danes v Pomurskem dnevniku. Medgeneracijsko sodelovanje na ekonomski šoli. Stanislav Šernek, prejemnik Blaudkove plakete. Do 10 milijonov evrov iz zakona o Pomurju. V Šentilju jutri ne pričakujejo težav. Vreme jutri delno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Ta teden poteka na ekonomski šoli Simbioza, projekt, ki že od leta 2011 povezuje mlade in starejše v medgeneracijskem sodelovanju. Gre za vseslovensko akcijo računalniškega in internetnega opismenjevanja starejših, ki se na različnih brezplačnih delavnicah učijo od mladih, več pa v prispevku. Ekonomska šola v projektu sodeluje že od vsega začetka. Največje dela v računalniški učilnici. En dan smo si pač izbrali tudi športne dejavnosti, ko bomo skupaj potelovadili z mladimi, pa tudi se fajn imeli. Udeležba na že 5 delavnicah po vrsti je letos rekordna. Letos imamo kar veliko število, 20 oseb. Jaz mislim, da so z našo dejavnostjo zadovoljni, zato je tudi takšna velika udeležba. Med tistimi, ki sta se udeležila letošnjih delavnic, sta tudi Violeta in Marjan. Vedno nekaj novega se naučimo, celo mi upokojenci od vas mladih, seveda, da se radi učimo. Zakaj ste se pa odločili, da se boste udeležili teh delavnic, tega računalniškega izobraževanja? Ja, za računalnikom vi mladi sigurno, ko ste bolj sigurni, ampak meni je vedno problem ključ in bi rada od tem več naučila. Vsak dan imamo svoj program in na vabilo tisto, kaj dobimo doma, to že na vabilo piše, vsak dan kakšne učne ure bomo imeli in te seveda, če nekaj veš, seveda da to poslušaš, če pa nekaj novega, te pa vsaki korak, kako se to izvaja, te pa pišemo, tako v šoli. Malo se učimo pismenosti v računalništvu. In kako poteka sodelovanje z mladimi? Pa odlično, te mlade dekline so mi tako všeč, pa dosta znajo, pa nam pokažejo, ko mi ne vemo, tako sem fejt zadovoljen. Ste se letos prvič udeležili teh delavnic? Že tretje leto hodim sem na Simbiozo. Zakaj ste se pa sploh odločili, da se boste udeležili teh delavnic? Ja, to je tako, nekaj doma znaš z računalnikom delati, pa pride tako, kot da bi šel šteti, pa ne veš vse črk. Tako se nekaj moraš dodatno učiti, kad je lejko malo več, kaj narediš na računalnike. Dobra udeležba na medgeneracijskih delavnicah je tudi strani dijakov prostovoljcev. Dijaki so zelo veseli, ker dejansko oni bolj obvladajo, pa želijo to svoje znanje prenesti na starejše. Jaz mislim, da so zadovoljni, da nekaj naučijo starejše, da to svoje znanje prenašajo na starejše generacije. Med 40 dijaki prostovoljci, ki letos sodelujejo pri projektu Simbioza, je tudi Lara, ki se je delavnic udeležila prvič. Všeč mi je pomaganje starejšim, saj mislim, da si zaslužijo tudi oni pač priložnost, da se modernizirajo, da delajo z računalnikom, si krajšajo čas in pa se bistveno predvsem tudi zabavajo z nami. Kako pa izgledajo ta vaše sodelovanje, oziroma te vaše ure, kaj vse počnete? Igramo se z Google Drive-om, urejamo videe, obiskujemo različne spletne strani, naprimer kakšne zemljevide, delamo z USB ključkom, pokazali smo jim, kako se shranijo datoteke na USB ključ in pa na Google Drive. Presenetilo me je to, da so bistveno odprti za vsako novo znanje, ga lepo sprejemajo, sodelujejo z nami, tudi sami že veliko vejo in predvsem cenijo za to, pač kakšen nasvet jim damo. In v projektu Simbioza je poudarek ravno na medgeneracijskem sodelovanju, kjer se učijo vsi, starejši od mladih računalniškega znanja, mladi od starejših pa življenjskih modrosti. In kot je povedala Lara, učimo se celo življenje. V ponedeljek je na Brdu pri Kranju potekala že 51. podelitev Blaudkovih nagrad za leto 2015, ki veljajo za najvišja državna priznanja za šport.
Med prejemniki Blautkovih plaket za življenjsko delo v športu sta tudi dva Pomurca, Milica Šumak-Zemljič in Stanislav Šernek. Stanislava Šerneka, ki je lani na svetovnem prvenstvu v Las Vegasu v rokoborbi prejel zlato piščalko za najboljšega sodnika na svetu, lepo pozdravljam v našem studiu. Pozdravljeni. Najprej seveda čestitke za prejeto Blautkovo plaketo. Povejte nam, kaj vam ta plaketa oziroma to priznanje pomeni? Najprej hvala lepa za čestitke. Seveda, ko prejmeš najvišje državno nagrado ali pa priznanje za tvoje delo, dosedanje delo v športu, ne vem, če se to sploh da opisati ali pa če lahko v besedah izrazim tisti lep občutek, ko sem bil na odru in prejel nagrado, ko je cela dvorana vzdihnila, on je pa najboljši na svetu in to kot sodnik v nekem nepomembnem športu v Sloveniji, če se tako izrazim, sem še bil toliko bolj ponosen in vesel, da tudi mi, delavci, športni delavci, kateri delamo pošteno, korektno in vzgajamo mlade tekmovalce v poštene ljudi in športnike, da smo tudi opaženi in da dobimo navsezadnje tudi največje državno priznanje. Kateri so tisti vaši dosežki oziroma zakaj menite, da ste si prislužili to plaketo? Glejte, če se ozrem nazaj, 38 let v športu, zadnjih 22 let mednarodni sodnik, zadnjih 6 let vrhunski sodnik ali pa med 10 najboljšimi na svetu, saj sem od 2011 sodil vsa največja tekmovanja od svetovnih prvenstev do olimpijskih iger, evropskih iger, svetovnih pokalov, mediteranskih iger. To je, smatram, da je to tisto, ampak seveda največ je pa bila ta zlata piščalka, katero sem prejel lani na svetovnem prvenstvu. Med 72 najboljšimi sodniki na svetu so izbrali enega in to sem bil jaz. In to je bil dokaz za moje pošteno pravo delo in tudi za vse tisto, kaj sem vložil v šport, priznanje, katero mi pomeni zelo veliko. Potem pa še pride Blautkovo priznanje, največje državno priznanje v športu. Jaz sem tako zadnjič povedal v klubu, v društvu, ko so mi tudi starši, otroci vsi čestitali, sem rekel, 2015, to je pa bilo moje leto. Super. Verjetno vam je ta plaketa oziroma priznanje tudi motivacija za naprej? Seveda motivacija, če vam tako povem, v ponedeljek je bila podelitev, v torek ob 11:30 sem že bil na osnovni šoli, kjer opravljam interesno dejavnost. Delamo dalje, mojim fantom, trenerjem, vsem sem povedal, jaz sem postavil ene, kako se pravi, meje, vi jih pa sedaj dosegnite ali pa presegnite in pol smo na pravi poti, seveda. Kakšen je pa mogoče interes v Pomurju za rokoborbo med mladimi, pa tudi med malo starejšimi? Murska Sobota, naslednje leto 40 let delovanja, pripravljamo tudi Evropsko prvenstvo za kadete. Interes, to je tradicija v Murski Soboti, rokoborba. Je med najboljšimi športnimi društvi v mestni občini Murska Sobota. Rokoborba ima svoje mesto, mladi se zanimajo, imamo ogromno otrok, imamo interesno dejavnost na osnovni šoli, tako da mi se za prihodnost ne bojimo. Seveda, želje so nam, da bi še postali večji, vključili več strokovnjakov, starih rokoborcev, kateri so bili izvrstni tekmovalci. Pogovarjamo se, dogovarjamo se, seveda moram povedati, da letos nas čaka ogromno dela, že v mesecu marcu, aprilu in maju. Jure Kuhar upravlja normo za olimpijske igre. Iskreno mu želim, da bi mu uspelo. Jaz sem se že uvrstil na olimpijske igre v Riu, tako da želim, da bi bila dva iz našega društva in to bi bil ali pa bi bila pika na i v našem delu dosedanjem. Če mogoče samo še za konec poveva, kdaj je kakšno naslednje večje tekmovanje, ki se ga boste udeležili kot sodnik? Kot sodnik se udeležim, če vam tako povem, da je moj urnik za leto 2016 neverjetno poln. Mesec januarja sem že bil na test eventu v Riuju, kjer smo dejansko opravili vse potrebne zadeve, stvari,
kaj je potrebno za olimpijske igre. Drugače pa naslednje tekmovanje večje, že 6. marca letim v Rigo na Evropsko prvenstvo, potem 30. marca letim v Alžir na Afriško oceanijo kvalifikacije za olimpijske igre, kjer bom sodil bom svetovni kvalifikacijski turnir v Istanbulu, delegacijam na svetovnem pokalu meseca maja v Iranu. To je dejansko vsak mesec sem na enem velikem tekmovanju. Seveda, kar je pa za mene zelo dobro, da sem non-stop ali pa vedno v dogajanju. To je tudi dober trening in ko non-stop delaš, ko si v dogajanju, pol ni problema in je dosti manj možnosti za kako napako. Najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in seveda veliko uspehu še naprej. Hvala, da ste me poklicali. V Pomurju nameravajo z 10 milijoni evrov iz zakona o razvojni podpori pomurske regije promovirati pokrajino. Med drugim s paviljonom Vrata v Pomurje in prek svojega pilota Petra Podlunška na zračnih dirkah Red Bulla. Spodbujati začetne naložbe podjetij in podjetnikov, nova delovna mesta, mlade talente in socialno podjetništvo. Razvojni svet Pomurske regije je namreč potrdil program ukrepov, s katerim nameravajo izkoristiti preostali denar iz tako imenovanega zakona o Pomurju, ki je v letih 2010-2015 predvidel 33 milijonov evrov, vendar so jih izkoristili le 22,7 milijona. Zato je vlada novembra lani veljavnost zakona podaljšala za 2 leti. V Pomurju so ves denar odločeni porabiti do konca prihodnjega leta, zato morajo biti razpisi ustrezno pripravljeni, program pa mora potrditi gospodarsko ministrstvo. O paviljonu je župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek dejal, da bo stal ob Soboškem jezeru, ne glede na to, ali bo to slovenski paviljon z razstave Expo ali pa bo postavljen drug paviljon. Po Jevškovih besedah je imela občina na podlagi predstavitve svojih načrtov v zvezi z njim ustno zagotovilo, da ga dobi, vendar bo zdaj gospodarsko ministrstvo dobitnika izbralo na razpisu. Možnost promocije v okviru Red Bulla, kjer Pomurje že sodeluje, je predstavil pilot Podlunšek in napovedal, da bo z njegovo uvrstitvijo v najvišji razred tega tekmovanja možnosti za predstavitve Pomurja še veliko večje. Ena dirka pritegne tudi po 1,2 milijona gledalcev, promocija na njih pa je priložnost za domače turistične ponudnike in za podjetja v regiji nasploh. Na slovensko-avstrijskem mejnem prehodu Šentilj oziroma Špilje jutri, ko vstopa veljavo številčna omejitev vstopa beguncev v Avstrijo, po besedah tiskovnega predstavnika policije avstrijske Štajerske ne pričakujejo večjih težav. Kot je včeraj napovedala avstrijska ministrica za notranje zadeve, bo Avstrija od petka naprej na svoji južni meji Slovenijo sprejemala le še do 80 prošenj za azil dnevno. Obenem bo preko meje dnevno spuščala do 3200 oseb, ki bodo izrazile namero, da za azil zaprosijo v kateri od sosednjih držav. Po besedah Grundniga so na ta ukrep dobro pripravljeni, saj je v Špilju, ki je glavna točka vstopa migrantov v Avstrijo, že od konca januarja veljavi nov sistem sprejemanja migrantov, ki med drugim vključuje postavitev ograje na meji, strožji nadzor beguncev in strožje pogoje za vstop v Avstrijo. Tako so že zdaj spuščali v državo le migrante, ki zaprosijo za azil v Avstriji ali Nemčiji. Številčna omejitev vstopa beguncev v Avstrijo bo po besedah Grundniga stopila veljavo jutri ob 8 uri. Ko bo dosežena dnevna kvota, bodo avstrijske oblasti ustavile dotok migrantov v državo. Nič posebnega jutri ne pričakujejo tudi na slovenski strani mejnega prehoda. Vodja namestitvenega centra v Šentilju Rudolf Golob je dejal, da se bodo delovanju avstrijskih oblasti sproti prilagajali, a zaenkrat ne pričakujejo kakšnih večjih sprememb v obravnavi beguncev. Zavrnjeni posamezniki so po besedah Goloba razumljivo razočarani, a nasilja z njihove strani doslej niso zabeležili. Avtomoto zveza Slovenije opozarja na prevare, ki se dogajajo zadnje dni. Nepridipravi namreč za brisalce zatikajo ponarejene bankovce in tako ljudi izvabijo iz prižganih avtomobilov. Mati z otrokom, ki je pravkar opravila nakupe, se s polnim avtomobilom dobrin namerava vrniti domov. Prižge avtomobil in spelje. Po nekaj metrih opazi, da ima za brisalci zataknjen bankovec. Ustavi avtomobil, izstopi in seže po bankovcu. Na njem pa prebere. Si mislila, da je pravi, ha?
To je zgodba, ki se je odvila pred enim izmed nakupovalnih središč v Avstriji. Na podobne prevare pa te dni preko družabnih omrežij opozarja tudi AMZS. Nepridipravi namreč za brisalce zatikajo ponarejene bankovce, ki jih ljudje ponavadi opazijo, ko že sedijo v avto. Bankovec pa je za brisalci zataknjen tako, da morate nujno izstopiti iz avtomobila, sicer ga ne dosežete. Če to storite s ključi v avtomobilu in po možnosti še s prižganim motorjem, boste skoraj zagotovo ostali brez svojega jeklenega konjička. Tat namreč steče do avtomobila, sede za volan in spelje. V primeru, ki se je zgodil v Avstriji, je imela mati srečo. Z avtomobilom se je namreč zapeljala dlje, kot pa so pričakovali nepridipravi. Ostale pa ne bile brez avtomobila. Na zadnjem sedežu je namreč sedel njen enoletni sin. Torej, bodite pozorni in ne izstopajte iz avtomobila, da bi vzeli denar. Ostanete lahko brez vozila. Tatovom je namreč vse težje okrasti avtomobil, če nimajo specifičnega orodja za krajo. Zato se poslužujejo trikov, ki pa se med njimi hitro širijo. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo rahel dež ponehal tudi v severovzhodnih krajih, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 3 stopinj Celzija. Opoldne sta v Krajinskem parku Goričko namerili 3 stopinje nad lediščem, v Lendavi in Murski Soboti 5 ter v Radencih stopinjo manj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo rahel dež ponehal tudi v severovzhodnih krajih. Popoldne se bodo ponekod pojavljale krajevne plohe. Meja sneženja bo nad okoli 900 metri nad morjem. Na Primorskem bo prehodno zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru 5 stopinj nad ničlo, dnevne pa se bodo gibale okrog 10 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo bo delno jasno. Pihal bo veter zahodnih smeri. Otoplilo se bo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 2 in 5 stopinjami, popoldan pa med 10 in 15. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo prenovljeno spletno stran www.tvideja.si. Z nami pa bodite tudi jutri. Nasvidenje!